205 je Peugeotjev sacré numéro. Kaj to pomeni? Peugeotjeva sveta številka, oziroma če prevedemo v kontekstu, Peugeotjeva srečna številka. Zakaj? Prav model 205 je namreč temu proizvajalcu odločilno pomagal, da se je v začetku 80-ih let prejšnjega stoletja uspel izviti iz primeža poslovnih težav, ki so ga takrat pestile. No in prav letos 205 praznuje svojih 40. Prav s tem čudovito ohranjenim primerkom 205 sem se danes iz Ljubljane pripeljal na Tolminsko. No in seveda, povsem odveč je poudarjati, da sem na tem kratkem potepu v evropsko avtomobilsko zgodovino nadvse užival. Menim, da je še bolj pomembno poudariti, da je tudi danes, 40 let kasneje, povsem jasno, zakaj je predstavitev modela 205 leta 1983 poskrbela za toliko navdušenja. 205 je bil priljubljen iz več razlogov. Prvi je na primer njegov dizajn, ki je, čeprav se govori tudi o vplivu Pininfarine, uradno delo Peugeotjevih oblikovalcev. No, ta dizajn je bil za tiste čase že pri takšnih osnovnih različicah precej športen, kar je bilo takoj všeč navdušencem nad športnimi avtomobili in pa seveda mladim. In njegovo podobo je nadgradila tudi vsebina. Številne pogonske opcije, tudi zmogljive, lahkotnost v zavojih, cenovna dostopnost in seveda vsestranska uporabnost. Slednjo je omogočala nadpovprečna prostornost tako za potnike kot prtljago. 205 je danes že eden najbolj priljubljenih starodobnikov. No in višek priljubljenosti predstavljajo posebne različice, predvsem tiste športne. No in prav zaradi tega smo danes z ekipo na Tolminskem. Pa naj zarohni. Nekateri pravijo, da je tako, kot bi dirkaško predelali nakupovalni voziček. In seveda pri tem mislijo na zabavno definicijo športnih kombi limuzin oziroma bolj priljubljeno hot hatch razreda. Prav tega je pomagal utemeljiti Peugeot 205 z dodatno znamenito oznako GTI. No in 205 je skupaj s športnim golfom in pa športno petko združil vsakodnevno uporabnost in pa praktičnost družinskega avtomobila z zmogljivostmi in pa voznimi lastnostmi športnega avtomobila. Tole je Peugeot 205 GTI. Ja. Kaj na tem avtomobilu tako posebenega? Zato, ker je še v bistvu stara klasika to in v bistvu dosti stvari lahko popraviš sam. Ni modernih računalnikov, senzorjev. Klasičen avto. V štartu se že na ogled vidi detajle na avtomobilu, se pravi dodane rdeče letve, obrobe, platišča. In ko pogledamo v notranjost, vidimo že, da je usnjena notranjost, trikrak volan, pod pokrov motorja pa navor in moč. Kaj vam je tako všeč na tem avtomobilu? Prav zaradi takih detajlov, zaradi GTI oznake, ker to je le neka oznaka, ki vsakemu avtu da neko vrednost in je zaželjen. Se pravi, da je že z fabrike pride GTI za oznaka. Tukaj vidimo skoraj, bi lahko rekli, predimenzioniran motor za tako majhen avto. Za kaj gre? To je v bistvu 1,6 litrski motor, ima 115 konjev in v bistvu je že na injekcion vbrizg, tako da ni več kar forgazerjev. Ta je še Letenk 87 nima niti katalizatorja, tako da je v bistvu tak simpel motor. No, in če hočete debato brez zaključka, vprašajte ljubitelje GTI-ja, kateri motor je boljši za vožnjo. Je to 1.6 ali 1.9? GTI-ja je sprva namreč poganjal 1,6 litrski motor in tako je tudi v primeru tega avtomobila. Tako bom rekel, 1.6 je bolj živahen motor, 1.9 pa ima tisti navor. Kakšna je zgodba tega avtomobila? Bil je v zelo slabem stanju,
in začel sem ga v bistvu sam obnavljati. Kot prvi projekt moj obnova avta. Avto pa bo v bistvu ostal v hiši, ima tudi certifikat starodobnika in mislim, da bo ta avto ena klasika pri hiši, ki bo ostala za zmeraj. Upam. Naš sogovornik, tudi ljubiteljski dirkač, pravi, da njegov GTI ni muzejski primerek, pač pa avtomobil, ki mu še danes prinaša obilo užitkov za volanom, in ta trditev je že sama po sebi izjemno zgovorna. V bistvu je za neko klasično staro cesto in še kakšno ovink, da je, tako da se da v bistvu dosti uživati s tem avtom. In s pomočjo te ugotovitve zlahka razložimo, da je občutek v vožnji legendarnega GTI-ja povsem drugačen kot pri sodobnih hot hatchih, ki jih večinoma ženejo močni turbomotorji. Še eno bistveno razliko pa predstavlja masa avtomobila, ki se nikakor ne more primerjati s sodobnimi avtomobili. Odličen primer je predvsem različica 205 Rally, ki tehta vsega 794 kg. V resnici gre za slečen cestni dirkalnik, ki je služil kot osnova za nižje kategorije rally dirkalnikov. Na splošno je rally služil kot odlična priložnost za Peugeot, da se iz proizvajalca predvsem vozil višjih segmentov dokaže in pokaže tudi kot proizvajalec dostopnejših vozil za množice. Predvsem pa si je Peugeot želel, da bi s tem nagovoril tiste strastne ljubitelje avtomobilizma. No in tako je leta 1984 Jean Todt, verjetno ga poznate, takrat je bil še rally sovoznik, predstavil svojo pobudo, da bi se Peugeot pomeril v kraljevskem razredu svetovnega prvenstva v ralliju. Todt je po zaslugi svojih velikih in celo rekordno uspešnih projektov v avtomobilskem športu pustil neizbrisen pečat. Del zgodovine pa sta tako postala tudi dva naslova svetovnih prvakov legendarnega dirkalnika 205 Turbo 16. Zastrašujoči dirkalniki legendarne skupine B so sloveli predvsem po svoji zmogljivosti, no, manj pa po svoji varnosti. Ampak to so bili povsem drugačni časi. To so bili časi, v katerih se tudi pri vsebini televizijskih oglasov, takole po domače rečeno, ni šparalo. V teh oglasih so grmeli vojaški bombniki, za volanom sicer povsem običajnih avtomobilov, pa so v hollywoodskem slogu divjali posebni agenti. In kot zanimivost, spot, ki smo vam ga ravno pokazali, je režiral Gérard Pires, torej isti režiser, ki se je podpisal pod kultno akcijsko komedijo, v kateri po ulicah Marseja hitrostne omejitve redno presega znameniti beli taksi. In ko smo že pri legendarnih TV oglasih, zavrteti vam moramo še eno legendo. Ta duhovita oglaševalska mojstrovina je napovedala konec kariere modela 205. Tega je namreč po 15 letih proizvodnje in več kot 5 milijonih proizvedenih primerkov zamenjal 206. In 206 je prodajno uspešnost še nadgradil. Prav ta avtomobil je namreč Peugeotov rekorder. Že uradna številka do leta 2012 presega 8 milijonov vozil, a ta avtomobil je licenčno ostal v proizvodnji še mnogo dlje. Se sprašujete, dokdaj? Proizvodnja tega avtomobila se je zaključila februarja 2023, ko je še zadnji primerek 206 zapeljal z proizvodnega traku v Iranu. Zgodba o uspešnosti modela 206 je še posebej zanimiva, ker se Peugeot za njegovo proizvodnjo sprva sploh ni nameraval odločiti. Odgovorni so namreč menili, da lahko model 205 učinkovito nadomestita sodobnejša modela 106 in 306. No, dilem pa ni bilo pri zadnjem nasledniku 205-ice. In dilem ni bilo niti pri odločitvi, da novi 208 poleg klasike potrebuje tudi električni pogon. To je pokazalo tudi veliko povpraševanje na trgu, saj je E208 evropsko gledano izjemno uspešen. Pri tem pa ni izjema niti slovenski trg, kjer v svojem segmentu električnih vozil na začetku letošnjega leta zaseda prvo mesto.
In kaj povezuje E208 in 205 GTI? Ker različice GTI danes ni več, odgovorni pri Peugeotu pravijo, da je prav električna različica danes tista najbolj dinamična in atraktivna v ponudbi tega modela. No in ker smo mi o tem avtomobilu v resnici povedali že vse, zadnjo besedo prepustimo pravemu entuziastu. Z električnim se tudi da uživati, mislim pa, da bencinski ponuja več užitka ob glasu motorja. To je glavno.